večer vsem skupaj. Nocoj bi razmišljali o vprašanju vojne. Vojne seveda spričo dejstva, da gre za človeško življenje in v nasprotju z še ne tako daljno preteklostjo smo danes zelo občutljivi za vrednost človeškega življenja. Zavedamo se, da je vsako človeško življenje absolutna vrednota, to, kar navadno rečemo svetost človeškega življenja, kar pomeni, da je vsako življenje nedotakljivo. Tako recimo danes v Evropi velja pravilo, da se tudi smrtna kazen več ne izvršuje, ponekod po svetu jo še, ampak vse to gre skupaj z to močno zavestjo o človekovih pravicah, ki se je zelo okrepila ravno po drugi svetovni vojni, po teh bolečih izkušnjah druge svetovne vojne. Se spomnim, ko sem bil leta 1966 prvič v Lurdu in sem tam takrat iz Jugoslavije seveda prišel, ravno padel noter, ko so v Lurd poromali vojaki. In so peli eno pesem, nikoli več vojne, nikoli več vojne. To je bil refren, ki so ga odpev, ki so ga kar naprej ponavljali, in cel Lurd je takrat to ponavljal in pel. Pač zavest tega po drugi svetovni vojni, kako je vojna nekaj groznega in je treba narediti vse, da do nje ne bi nikoli več prišlo. Ampak kaj čmo, dejansko je do tega še vedno prihajalo. Že najprej balkanske vojne, to se pravi, ne tiste balkanske leta 1912, ampak leta 1992 oziroma po razpadu Jugoslavije so bile zelo krute te vojne. Druga taka kriza, ki je zelo zaostrila to vprašanje, je bila iraška kriza, ko so Združene države in pa Združeno kraljestvo skupaj napadle Irak. In seveda mi imamo pa sedaj pred očmi in spremljamo še neko drugo vojno, ki je prav tako, ki je dejansko mogoče še bolj nevarna, to pa je vojna v Ukrajini. V trenutku iraške vojne, iraške krize, se je še posebej nekako sprožilo tudi v krogih, ki razmišljajo o vojni, ravno vsa ta problematika vojne, ker je se pokazalo, da nismo tako zavarovani pred to nevarnostjo. Namreč ta napad Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike ni izpolnjeval tistih pogojev, ki so jih poprej že določili, da morajo biti izpolnjeni, če hočemo, da bo neka vojaška intervencija dovoljena ali celo priporočena. To ni edina taka vojaška intervencija bila, se spomnite, še prej je bila recimo na Haitiju oziroma spričo tistega diktatorja Duvalieja, so potem Združene države oziroma pakt NATO dobil od Varnostnega sveta Združenih narodov neke vrste pooblastilo, da tega diktatorja vržejo in da vzpostavijo v državi demokracijo in red. Napad na Irak dejansko nečesa takega ni izpolnjeval. Najprej utemeljitev se je izkazala za laž. Utemeljitev je bila, da Irak pripravlja atomsko orožje, ampak to ni bilo res in to je bil lažni izgovor. Posledice so tudi bile hujše od zla, ki bi ga naj ta intervencija preprečila. Namreč seboj je prinesla
ta intervencija destabilizacijo celotnega področja. Pojavila se je potem tako imenovana islamska država s strahotnimi posledicami, z mednarodnim terorizmom, migrantskimi valovi in podobne stvari. Skratka, posledica te intervencije, ki bi naj neko nesrečno stanje odpravila, se je pravzaprav potem končala, oziroma so te posledice so bile po drugi plati stranski učinki, če hočete, da tako rečemo, stranski učinki te intervencije so bili hujši, kakor pa bolezen, ki bi jo naj ta intervencija odpravila. Poleg tega je ta napad bil brez odobritve neke, recimo, svetovne moralne avtoritete, kakor je to predstavljal Varnostni svet Združenih narodov. Tudi Sveti sedež, tudi Janez Pavel II. Je obsodil ta napad, to intervencijo in vse to je potem nekako še ponovno sprožilo ali pa okrepilo razprave med teologi in tudi med drugimi filozofi, med etičnimi filozofi o tem, kako je treba gledati na vojno in ali je treba prepovedati vsako obliko vojne, uporabe vojaške sile, ali je v določenih okoliščinah, pod določenimi pogoji to vendarle dovoljeno. Skratka, ravno iraška kriza je potem povzročila ali pa sprožila kar precej živahno razpravo med etiki. No, in kot neke vrste izsledek ali pa dognanja, ali pa ki so se takrat uveljavila, so tudi predstavljena v tem, kar bomo nocoj govorili. Najprej je treba poudariti, da imamo seveda dva pogleda na vojno. Dolga stoletja ali celo tisočletja so pač ljudje jemali vojno kot nekaj normalnega, kot nekaj, kar sodi človeškemu življenju in je pač to način, kako se rešujejo spori in konflikti. Ne vem, če se spomnite v Svetem pismu, tam, ko Sveto pismo pripoveduje o tem, kako je David potem zapeljal tisto Betsabejo, je začetek tistega poročila tako: bila je pomlad, čas, ko gredo kralji na vojno. Se pravi, spomladi so se počasi spravili na vojno, tako kot se gre na lov, pač bomo skušali drug drugemu pač kaj ukrasti, kaj osvojiti in to se je pač osvajalo, kar se je dalo. Se pravi, vojna je bila neke vrste, lahko rečemo, če tako grdo rečem, en šport, ki so si ga kralji kar privoščili pogosto in na ta način, da so, če so bili dovolj močni, krepili svojo moč. To še posebej velja za ta Bližnji vzhod. Mimogrede, vi veste, da so v 1. stoletju po Kristusu, pa že malo prej, v Mali Aziji še posebej častili rimskega cesarja po Božje, da je to Bog. Ampak je treba vedeti, da ta ideja, da bi se cesarja častilo po Božje, sploh ni prišla od cesarjev, ampak iz Male Azije. Zakaj? Ker ravno v Mali Aziji, in seveda Palestina je bila na obrobju, tam čisto poleg, sveta dežela, v tem področju je bilo polno malih državic, tako tudi v Grčiji, in ti so se kar naprej cufali in kar naprej pretepali in bila kar naprej vojna in seveda z vsem tistim, kar vojna prinese s seboj. Številne žrtve, potem nemoč,
mirnega dela, razvoja, rušenje tega, kar so postavili in podobno. In potem, ko so enkrat Rimljani to zavzeli, so vzpostavili mir. Niso več dovolili, da bi se ti kralji, ki so večinoma še ohranili svojo sicer podrejeno oblast nad svojim teritorijem, tako kot recimo Herod v Sveti deželi, ampak držali so jih Rimljani na vajetih. In ljudje so bili tako srečni, da je končno zavladal mir. To se je imenovala Pax Romana, se pravi rimski mir. S tem tudi prišlo blagostanje, kar je zraslo, so lahko prodali, so lahko uživali, so lahko trgovali, je bil mir in varnost, Rimljani so gradili ceste. Tako da so ljudje enostavno začeli rimsko državo in seveda predvsem rimskega cesarja častiti po Božje. In rimski cesarji so bili najprej malo rezervirani glede tega, da bi jih častili po Božje. Ampak ljudje so to hoteli. To se niso rimski cesarji izmislili. Ljudje so hoteli, ker so bili ravno tule v Pergamo, v Pergamsko kraljestvo, ki je bilo dosti močno v Mali Aziji. Odtod pride beseda pergament, pa to je druga zgodba, tega ne bom pripovedoval. Ravno ti ljudje so doživeli enkrat neko daljše obdobje miru, ko so, mislim, da leta 163 pred Kristusom, 143 pa so bili te razni boji med Rimljani in temi raznimi kralji tam. Počasi so jih Rimljani pokorili, vzpostavili mir in je zavladal mir. Se pravi, hočem reči, včasih je to bilo vojskovanje nekaj, kar so jemali ljudje kot neizbežno, kot nekaj normalnega za reševanje tudi konfliktov. To je ena skrajnost. In potem odtod potem prihajajo izrazi kot sveta vojna, pravična vojna in podobno. Vse ti izrazi pravzaprav pomenijo, da je vojskovanje v določenem primeru ali pa bolj ali manj nasplošno nekaj, kar je čisto v redu in se čisto spodobi. In to ni vzbujalo pri ljudeh nobenega posebnega škandala. Seveda, vojne so tudi bile včasih veliko bolj, kako bi rekel, bolj viteške. V vojni se ni vse dovoljevalo. So tudi viteške vojne so imeli neka pravila. No in pa to je spet druga zgodba, ki nimamo časa. Na drugi strani pa imamo potem drugo skrajnost in to je tako imenovani pacifizem. Od besede pax, mir, ki pomeni prepoved vojne za vsako ceno in v vsakem primeru. In kar potem seveda pomeni mirovništvo in pa popolno razorožitev. Seveda, če bi se vsi razorožili in bi vsi to ubogali, bi to bilo seveda najboljše. Ampak pacifizem ni samo v tem, da si pač prizadevamo za to, kar je seveda normalno. Ampak pacifizem zahteva tudi to, da se je treba enostransko razorožiti. Mi se bomo razorožili in mi ne bomo vojne nikoli tudi na napad odgovorili z vojno. Če nas napadajo, nas pač napadajo, Bog pomaga. To je pa ta absolutni pacifizem. In seveda, katoliška cerkev pa na ta popolni pacifizem ni nikoli pristala. Karstens, nemški predsednik Karstens je bil sicer protestant, veren,
In takrat, če spomnite se, v 70-ih letih, 80-ih letih je bilo mirovniško gibanje na Zahodu zelo močno. Ti mirovniki so bili predvsem največkrat vodeni iz Moskve, zato da bi slabili obrambno moč Zahoda v času hladne vojne. In tako so pač v neki javni diskusiji od predsednika Carstensa, ki je bil kristjan, zahtevali, češ je treba se enostransko odpovedati vsakemu orožju, vsake oborožitvi, naj se zgodi karkoli hoče, rajši bomo pač trpeli krivico, bomo napadeni, bomo zavojevani, bomo potlačeni, ampak borili se ne bomo, ubijali ne bomo. In kot dokaz za to so temu kristjanu Carstensu rekli, a ne pravi Jezus, da če te eden udari po enem licu, mu nastavi še drugo. No in na takrat je Carstens odgovoril tole. Jezus je to res rekel, če te kdo udari po enem licu, mu nastavi drugega. Ni pa rekel, če ti kdo ubije starejšega sina, mu nastavi še mlajšega. Kaj je hotel reči? Državna oblast je kakor starš, kakor oče ali mati, ki sta dolžna varovati, zagotavljati varnost svoje družine ali pa varnost državljanov. In jaz lahko nastavim svoje lice, ne morem pa izpostaviti drugega človeka, da ga nekdo enostavno ubije, pač zato, ker ga nočem braniti. Se pravi, niso stvari tako enostavne in ravno po eni strani ne moremo zlahka, brez pomislekov, brez slabe vesti pristati na vojno in na uporabo vojaške sile, po drugi strani pa smo vendarle dolžni zagotavljati pravično ureditev, pravičnost, kajti mir je pravi mir samo tedaj, če počiva na pravičnosti. In včasih je treba za zagotovitev pravičnosti seči tudi po uporabi sile, vojaške sile. Ampak tisto, kar se je iz teh, če hočete, razprav nekako izcimilo ali lepše rečeno oblikovalo kot stališče, je, da seveda ni nobene svete vojne. Kajti, kot vemo, muslimani, pa tudi kristjane, križarske vojne in podobno, so se upravičevale z nekimi božjimi zadevami. Boga ni mogoče braniti, če hočete, ali pa uveljavljati z nasiljem. Torej, svete vojne ni. To je izraz, ki pomeni pravzaprav zlorabo vere za neke druge namene. Če ni svete vojne, kajti vsaka vojna je zlo in zato ne more biti sveta. Tudi pravične vojne ni. Se pravi, ne moramo nikoli govoriti o pravični vojni, zato ker bi to pomenilo, da je lahko postane uporaba vojaške sile redno sredstvo za urejevanje sporov. To je bilo včasih v preteklosti. So uporabljali, so mislili, da je lahko vojna redno sredstvo, normalno sredstvo, da rešimo neki spor med dvema državama. To seveda danes več ni sprejemljivo, med drugim tudi zato, ker so danes vojne drugačne, kot so bile včasih.
posledice vojne so neprimerno hujše, kot so bile včasih, zato ker tudi ljudje razpolagamo z orožjem, ki je neprimerno bolj rušilno in ima neprimerno hujše posledice, kakor uporaba meča ali kopja. Se pravi, spričo nevarnosti atomskega orožja in pa tudi drugih oblik sodobnega orožja, ki lahko povzročijo grozne posledice, in seveda po izkušnjah prve in druge svetovne vojne smo postali glede tega neprimerno bolj zadržani. Zato tudi vojna ne more biti sredstvo za reševanje nobenega spora, nobenega mednarodnega spora. In to je tisto, zaradi česar ste mogoče slišali, Evropejci pravijo, da Putin v Ukrajini ne sme zmagati. Kajti, če bi zmagal in če bi se ta zmaga postopoma sprejela kot neka rešitev, bi to bil odstop od tega pravila, da vojna ne sme biti nikoli priznana kot normalno sredstvo za reševanje sporov in s tem seveda tudi, da lahko rezultate neke osvajalne vojne ali kakršnekoli priznamo kot dokončne, to, kar se je v zgodovini redno dogajalo. Tisto, kar ostane, ni pravična vojna, ampak kvečjemu pravična obramba. Torej, ne govorimo o pravični vojni, lahko govorimo samo o pravični obrambi in še to takrat, če so izpolnjeni pogoji zanjo, o tem bomo pa kmalu govorili. Torej, uveljavilo se je, da vlada, torej, da je neka pravica do pravične obrambe, jus ad bellum, pravica do vojne, so včasih rekli, ampak kot sem rekel, o tem ne govorimo več, pač pa nekaj drugega. Pravičnost, pravica v vojni, kar pomeni, tudi v vojni ni vse dovoljeno. Tudi če pride do uporabe vojaške sile, mora biti ta uporaba vojaške sile zelo omejena. In bomo videli, kaj mora biti vse izpolnjeno, mora biti omejena, mora biti pod kontrolo. Ne moremo prepustiti, da pač enostavno se kolje in se pobija tako, kako se komu zdi. To, kar se mi zdi, da se je tudi v Ukrajini v določenih primerih dogajalo, pa so potem tudi, če se spomnite, na balkanskih vojnah, pa je to še posebej bilo, ko so enostavno v vojnem času popustile vse zavore, ko nastopi tako imenovano stanje anomije, to pravi brez zakonja, ko ni več zakonov in takrat vlada čisto nasilje. Obstaja torej neko pravo, ki se ga morajo tudi vojaki držati, tudi neke omejitve uporabe vojaške sile in obstajajo tudi vojni zločini, kar pomeni, ko smo recimo videli to, kar je bilo mednarodno sodišče v Haagu, je bila vojna, ampak recimo en vojak ni bil obsojen, če je pač drugega ubil v neki samoobrambi, je pa bil obsojen, če se je znašel recimo nad ranjenci ali nad ujetniki ali nad civilisti, skratka, če je pobijal kar tako. Se pravi, tudi v vojni še zdaleč ni vse dovoljeno in če že pride do neke pravične obrambe, mora biti uporaba vojaške sile strogo pod nadzorom in res omejena na tisto najbolj nujno mero. Seveda boste rekli, da je to v teoriji zelo fajn, ko pa so enkrat ljudje podivjajo, ko so prizadeti, ko so videli,
kako so njihove družine sovražniki. No, zdaj sem pa več na glas govoril. Ko so videli, kako so recimo drugi postopali, potem pač uidejo čustva in pride do marsičesa. To je tako imenovana umazana vojna. Umazana vojna, ki pomeni, da ljudje pač delajo to, kar jim narekuje pač njihova čustva, brez razuma in brez odgovornosti. Torej, vojna je vedno zlo. Nikoli ne more biti vojna nekaj dobrega. Vprašanje je samo, ali je lahko neko manjše zlo, ampak je še vedno tudi manjše zlo, je zlo. To je dejansko stališče danes. In zato pod določenimi pogoji lahko dovolimo to manjše zlo, če s tem preprečimo neko hujše zlo. Ampak nikoli pa to ne more biti nekaj normalnega, ne moramo na to pristati kot na redno sredstvo za urejevanje sporov, in to pomeni to, da ni pravične vojne, ni svete vojne, kvečjemu je lahko samo pravična obramba in še to pod določenimi pogoji. Drugače kakor vojna, pa seveda velja za terorizem. Terorizem je pa absolutno zlo. To pa ni v nobenem primeru dovoljeno, pod nobenim pogojem dovoljeno. Terorizem je absolutno prepovedan, je absolutno zavržno dejanje. To pa zato, ker se terorizem izvaja nad nedolžnimi ljudmi, nad civilisti, kar povprek, brez kakršnega koli nadzora in brez kakršne koli izbire. Terorizem je še hujše teptanje dostojanstva človeške osebe in zato seveda absolutno prepovedan. Kdaj je taka pravična obramba dovoljena? V treh primerih. Prvič, obramba lastne države pred agresijo. To je jasno, da takrat, če te nekdo napade, se imaš pravico braniti. Drugič, pomoč zatiranim. Se pravi, ne samo, da se imajo Ukrajinci pravico braniti, ampak se recimo neki ljudje zelo trpijo, dolgo trpijo zaradi neke hude diktature in v takem primeru jim lahko nekdo pride na pomoč. In tretjič, upor proti tiraniji v lastni domovini. To smo pač imeli take primere, še tudi v nedavnem času, in take primere pravične obrambe so dovoljeni. Večkrat sem že omenil pogoje za uporabo vojaške sile. Verjetno je suh zrak, pa še imamo kaj vode? To se pravi, potrebne so neki izpolnitev nekih pogojev. Potrebne so pogoji, ki naredijo, da je uporaba vojaške sile manjše zlo. To se pravi, je zlo,
ampak je samo manjše zlo. In kateri so zdaj ti pogoji? Prvič, iti mora za zelo hudo, za zelo sigurno in trajno nasilje. Ne morete recimo upravičeno sprožiti neke vojne, recimo zaradi atentata v Sarajevu. To je sicer zavržno dejanje, ampak ni pa to neko stanje, ki bi trajalo dolgo časa, ki bi prizadevalo ne vem koliko ljudi in tako naprej. To se pravi, vsako hudo dejanje še ni zadost razlog za vojno. Hudo, trajno nasilje vse je tu. To ne bo nič pomagalo. Se bom pač makral, imam izkušnje to. Se mi to večkrat zgodi. Se pravi, mora biti torej res nekaj hudega. Ne pač za vsako malenkost, ali pa malenkost, lahko da ni malenkost, ampak mora iti res za nekaj nesprejemljivega. Boljše, tudi če so kakšni zakoni, recimo krivični, je vendarle boljše tak zakon spoštovati, kakor pa pristati na anarhijo. Namreč, če ni nobenega zakona, potem smo izpostavljeni čisto vsakemu nasilju in tisto rodi še slabše stanje. Zato, se pravi, ni vsaka krivica dovolj velika, bi lahko rekli, pa čeprav je krivica, da bi takoj segli po takem skrajnem sredstvu, kakor je vojna in vojaško nasilje. To so že tudi v srednjem veku debatirali o tem, kdaj se lahko državljani upravičeno uprejo krivičnemu zakonu. Jaz sem to doživel enkrat, kaj je to anarhija, če ni nobene oblasti, pa če tudi je še tako slaba, in ni nobenega zakona. Leta 1997 sem bil v Kongu in to je bilo ravno v času, ko je Mobutu zapustil oblast in Kabila, tisti, ki je prevzel oblast, oziroma ki ga je vrgel z oblasti v glavnem mestu še ni prevzel. Kaj je to bilo, ko ni bilo dejansko nobene oblasti, nobene policije, nobene varnosti? Smo prišli na letališče, gremo z aviona dol, stopijo ljudje k nam, daj mi $10, drugače ti pa vzamem kovček. Čisto nasilje, izsiljevanje. Ljudje so se po ulicah morali organizirati za lastno obrambo, ker pač ni bilo nobenega reda. To se pravi, če je nek zakon pomanjkljiv, je še vedno boljše, kakor pa če ni nobenega zakona. Zato hočem reči,
Ni vsaka krivica, ali pa vsako grdo dejanje takoj zadosten povod za vojaški poseg in ali pa začetek vojne. Nek Afganistanec je rekel, pod Talibanem smo bili brez svobode, pa smo bili vsaj varni. Zdaj pa nismo več, zdaj pa imamo svobodo, varnosti pa nimamo in zato tudi svobode kmalu ne bo več. Varnost, red je neka velika dobrina, nenadomestljiva dobrina in tega ni dovoljeno kar tako lahkomiselno postaviti pod vprašaj. Drugi pogoj, ki mora biti izpolnjen, je, da so izčrpane resnično vse druge možnosti za rešitev konfliktov. To so seveda predvsem pogajanja ali pa druge možnosti, recimo demonstracije, nenasilna sredstva za prepričevanje, za reševanje stvari. Treba je res poizkusiti vse, kar je mogoče, da bi rešili neki konflikt, neki spor po mirni poti. In uporaba sile, vojaške sile, sme biti res zadnji ukrep, ko res ni nič drugega več mogoče. To je drugi pogoj. Tretji pogoj je pogoj sorazmernosti. To pomeni preprosto, kot sem že prej omenil, stranski učinki nekega posega ne smejo biti hujši, kakor pa tisto zlo ali pa tista bolezen, ki jo s tistim posegom hočemo odpraviti. To je načelo sorazmernosti. Posledice vojaškega posega so vedno strahotne, rušilne in ne smejo biti hujše kakor zlo, ki ga želimo s tem odstraniti. To pomeni, da posledice so lahko kratkoročne, to se pravi rušenje, mrtvi in tako naprej, ranjeni, so pa tudi daljnoročne posledice. Recimo mednarodno stanje, sovraštvo med narodi, odnosi v svetu, tudi ekonomski položaj. Se pravi, posledice vojne niso samo tiste, ki jih takoj občutimo in takoj vidimo, ampak so lahko tudi take, ki se bodo pokazale čez 5 ali 10 let. Se pravi, vse to je treba pretehtati in videti, da je tisto stanje, ki ga hočemo z nekim posegom odstraniti, tako hudo, da odtehta tudi to hudo, ki ga bo nek vojaški poseg imel. Potem so tukaj še moralne posledice, maščevalnost, sovražnost med ljudmi, izbruhi maščevalnega nasilja in podobno. To je vse treba nekako vzeti v pretres. Se pravi, kot sem rekel, zdravilo ne sme imeti hujših posledic, hujših stranskih učinkov, kakor jih ima sama bolezen, ki jo hočemo s tem pozdraviti. To je tretje načelo sorazmernosti. Četrti pogoj, biti mora neka verjetnost uspeha. Ne morete se zaleteti kar tako in potem seveda ne uspeti. Brez avanturizma, brez neodgovorne nepremišljenosti, se takoj spustiti v neko avanturo, ki se lahko potem ne samo
konča z neuspehom, ampak situacijo še poslabša. Neuspeh, že tako vojna povzroči strahotno trpljenje, če pa še nič iz tega ne nastane dobrega, potem pa je trpljenje še hujše. Poslabšanje stanja, maščevanje. In kot sem rekel, to kot Evropejci govorijo, da Rusija ne sme zmagati, pomeni to, ne sme to dejanje osvojitve neke suverene države postati en primer normalnega reševanja nekih sporov. In se ne sme to uveljaviti kot legitimna ali kot sprejemljiva pot. Zato gre za to, da se ohrani to, kar je bilo po drugi svetovni vojni sprejeto, da nobeno nasilno dejanje, nobena agresija ne more biti priznana. Peti pogoj je posebna zaščita civilnega prebivalstva. Kot sem že rekel, vojna mora imeti svoja pravila in jih tudi ima. Že v antični Grčiji je bilo prepovedano oblegancem vzeti vodo. Se pravi, najbolj osnovno življenjsko sredstvo. Umazana vojna, ki sem jo omenil, pomeni ravno ubijanje vse povprek. Zato mora biti civilno prebivalstvo maksimalno zaščiteno in med njimi še posebej najbolj ranljivi deli tega prebivalstva, starejši, otroci, ženske, bolniki, ranjenci. Če to ni, je to vojni zločin. In to, da so recimo ukrajinska mesta bila, da so bili civilni objekti namerno napadeni, seveda, vedno pride tudi do nedolžnih žrtev, tega ne morete popolnoma izključiti. Ampak ena stvar je, če pride po pomoti ali nehote, druga stvar pa je, če nekdo to namerno cilja, zato da vpliva na javno mnenje, vpliva na ljudi, vpliva na vlado, izsiljuje s tem. In to je pa potem vojni zločin. In ravno, kot sem rekel, teroristična dejanja pa to delajo. In zato je, kot sem rekel, tudi terorizem absolutno nesprejemljiv in pobijanje civilnega prebivalstva med vojno je dejansko teroristično dejanje. Ni razlike med terorističnim dejanjem in pa med namernim pobijanjem nedolžnega ali pa neupletenega civilnega prebivalstva. Zato, kako se je treba med vojno obnašati, obstaja posebna mednarodna konvencija, ki je bila sprejeta leta 1949 v Ženevi in se imenuje Ženevska konvencija, ki ravno prepoveduje vse to. Države so jo podpisale, tudi Rusija jo je podpisala in drugače neka država, ki ni podpisala Ženevske konvencije, ne velja za državo, ki, kako bi rekel, ki spoštuje človekove pravice, ki je verodostojna, ki je poštena država in zato in ta ravno prepoveduje vse to, kar imenujemo ali pa opredeljuje vojne zločine. Recimo to, kar smo imeli na Balkanu, ta pojem, ki se je pojavil na Balkanu, etnično čiščenje, to je tipičen primer takega neupoštevanja nujne zaščite civilnega prebivalstva, ko se je enostavno civilno prebivalstvo skušalo, pač bilo pod direktnim napadom
in se ga skušalo odstraniti bilo milom, bilo silom. Ne? Se zapravi, ali z pregnanstvom, ali pa z poboji. Drugi Vatikanski koncil še posebej obsoja vsako vojaško dejanje, ki miri na civiliste. Šesti pogoj, ki mora biti izpolnjen, ki sem ga tudi omenil v primeru iraške krize, je, da mora odločitev o vojni, ker je to težka odločitev, izjemno težka, zahtevna in ne more sprejeti kdorkoli mimogrede, se pravi, mora sprejeti neka avtoriteta. Zdaj, kdo je lahko taka avtoriteta? Danes se to nasplošno velja, da so to Združeni narodi in pa seveda Varnostni svet Združenih narodov, ki je pač neke vrste operativni organ Združenih narodov in lahko to sprejme. In kot sem že omenil, v primeru nekaterih vojaških intervencij, v primeru hudih diktatur, hudih teptanj človekovih pravic, kjer je res šlo za nevzdržno stanje, ker so se dogajali zločini in popolnoma nepravna država in krivice nad ljudmi, so potem Združeni narodi pooblastili nekoga, da je interveniral in da je pač vzpostavil neko malo bolj pravično stanje. Čeprav praviloma je tako, da z eno samo operacijo, z eno samo intervencijo navadno ne morete kaj zelo daljnoročnega doseči. Navadno so države, katerih so s tako tujo intervencijo odstranili recimo nekega diktatorja, še dolgo potem se niso mogli postaviti na noge v smislu neke normalne in pravične demokracije. Seveda, ne smemo pač biti naivni. Varnostni svet Združenih narodov zastavljajo države, ki imajo svoje interese in ki v takem primeru vedno te interese branijo, tako da je tudi ta avtoriteta Varnostnega sveta velikokrat zelo, zelo zamajana ali pa omejena ali pa zminirana zaradi interesov članic, ki sestavljajo ta varni svet. Ampak vsaj malo se nek videz vsaj, pa vsaj malo se pa vendarle imaš lahko neko upanje, da pa vendarle stvar ni čisto, kako bi rekel, nepotrebna, ali pa krivična, ali pa nesprejemljiva, če jo pokrije s svojo avtoriteto, recimo, če jo pokrijejo Združeni narodi. Čeprav si ne delamo nobenih iluzij o tem, kdo pač Združene narode sestavlja in kdo so ti ljudje. Ampak nekdo mora vendarle, ki ima neko avtoriteto, biti pri tem soudeležen in dati neko zeleno luč, kar daje neko jamstvo, da vendarle to ni nek avanturizem, da vendarle to ni neko neodgovorno dejanje, ampak da gre za nekaj, kar je premišljenega in kar je premišljeno in pač da drugega izhoda ni. In končno sedmi pogoj, vojni poseg, vojaški poseg je dovoljen, če z njim tisti, ki ga izvede, hoče vzpostaviti pravično stanje in mir. To pomeni, noben vojaški poseg ne more biti dovoljen, če je cilj tega osvojitev, osvajanje, kar je recimo v Ukrajini. Če recimo nekdo poseže, pa se nekdo upre za to, da vzpostavi pravično stanje, da vzpostavi mir in tako naprej, potem je to ena stvar.
Če pa nekdo poseže za to, da razširi svojo oblast in svoj vpliv in svoj imperij, potem pa je to druga stvar. In če ima nek vojaški poseg za cilj ne pravičnost in mir, ampak povečanje svoje oblasti, povečanje svojega teritorija, osvajanje, potem seveda ne more to biti nikoli upravičeno in nikoli dovoljeno. Ni upravičljiva nobena osvajalna vojna, zato govorimo samo o pravični obrambi, ne pa o pravičnem napadu. Napad je sicer lahko obramba, ampak mora biti res za obrambo, ne pa za osvajanje. Da bi si pač nekdo s tem obetal dobičke in koristi v prihodnost, kar seveda se lahko tudi zgodi. V času iraške vojne se je veliko govorilo o preventivni vojni. Iraško intervencijo so opravičevali, češ mi smo samo hoteli prehiteti Sadama Huseina, da ne bi on začel vojno, smo jo pač mi začeli prej. To je zelo, zelo kočljivo. In pravzaprav ideja preventivne vojne je bila zavržena. Dobro, nič samo po sebi ni nič narobe, če nekdo hoče napadalca prehiteti. Bi tudi tatu, ki pride k vam, hoče ukrasti, ga ne boste čakali, da pride k vam, ampak če veste, da je že na poti ali pa da je že pred vrati, mu boste pač skušali to onemogočiti vnaprej. Neka preventiva v tem smislu je umestna, ampak ne sme pa to nikoli postati izgovor za neki napad, ki bi se lahko ne zgodil oziroma ki bi se mu lahko izognili. Torej, le če bi bila agresija neke tuje sile absolutno gotova in res potrjena in bi bila res tik pred vrati, bi taka preventivna vojna ali vojaški poseg bil upravičljiv. Samo to pa je potem, potem pa je že prepozno. Seveda je lahko prepozno, ampak naprej pa ne morete, naprej biti prepričani, da bo do tega res prišlo. In kot sem rekel, v primeru Iraka je bilo sploh vse skupaj lažno zrežirano. Če pa je vojna res tik pred vrati in jo samo prehitite za par ur ali za kakšen dan, potem pa dejansko že ni več to preventivna vojna, ampak je pravzaprav že pravična obramba. Ne gre za to, da dovoljujemo preventivno vojno, ampak da delujemo preventivno proti vsaki vojni. To je namen svetovne politike in dolžnost svetovnih politikov, ne? Da gledajo, koga bi napadli za to, da bi preprečili vojno, ampak da bi gledali na to, da bodo vzpostavili take razmere, da ne bo nihče na vojno sploh pomislil. V teh krogih, ki razmišljajo o morali in etičnih zahtevah v zvezi z vojno, v zvezi s pravičnostjo, je še ena varianta, to je ideja nenasilne obrambe ali pasivnega odpora. Gre za to, da spričo neke situacije, ki je krivična in ki jo je treba preprečiti, odstraniti, ne moremo stati ali pa sedeti križem rok. Je treba nekaj narediti. Zdaj, če ni uporaba sile dovoljena ali če je treba jo res
se poslužiti te možnosti v izjemno redkih primerih in pod zelo strogimi pogoji, ki smo jih našteli, 7 pogojev, je druga možnost, da se pač neki krivici, nekemu krivičnežu upremo na nenasilen način. Se pravi, da ne pobijamo, ampak kaj jaz vem, demonstracije, bojkot, pogovori, pritiski takšni ali drugačni na tistega, recimo sankcije ekonomske, ki sicer nikogar direktno ne ubijajo, čeprav imajo lahko za posledico tudi druge stvari, bolezne in lakoto in podobno, ampak predvsem razne demonstracije ali pa pasivni odpor, se pravi, da ljudje enostavno ne gredo v službo, da stavkajo in podobno. Skratka, da vzpostavljajo stanje, ki ne more trajati, kar prisili tistega, ki krivično stanje vzdržuje, da vendarle spremeni svojo politiko. To je ta nenasilni odpor. Primer in uspešnega takega nenasilnega odpora je Gandhi v Indiji. Gandhi je od Angležev izsilil neodvisnost svoje domovine na nenasilen način. Ne, da ne bi nič delali, ampak s tem, ko so se organizirali in povzročali razne sabotaže in pač druge stvari, dobro, marsikatera materialna infrastruktura je trpela, ampak ljudje pa niso bili direktno izpostavljeni nekemu boju in nekemu nasilju. V teoriji se to zelo lepo sliši. In je seveda, to je gotovo boljše, kakor vojna, kakor revolucija, kakor pobijanje, kakor izvajanje kakršnega koli nasilja nad ljudmi. Vsekakor, absolutno. Vendar je to izjemno težko izvesti. Prvič, to zahteva od ljudi samih veliko samodisciplino. Navadno ljudje, ki to počnejo, vsaj prvem polčasu gredo v zapor, so aretirani, torej trpijo. In marsikdo pač na to ni pripravljen. Mora pa biti to, kako bi rekel, složno. Morajo vsi, če samo ena peščica, pač tisto peščico se onemogoči in postavlja naprej. To je pač, ko sem rekel, v Indiji je bilo takrat mogoče in predvsem ena druga stvar je bila. Angleži, kakorkoli že, kakršnikoli že so vendarle civiliziran narod. Imajo neko kulturo, imajo neko moralno zavest, imajo časopise, ki krojijo javno mnenje v njihovi lastni državi in so recimo dojemljivi, oblast je v takem primeru vendarle dojemljiva za neke vrednote in pač ne bo počela ne vem kakšnih strašnih krutosti. V tem primeru potem vi lahko računate, da bo vaš odpor povzročil pri tistemu, ki vam dela krivico, vendarle en premislek, da se bo ta spametoval in bo začel delati drugače. Kaj pa, če tisti ni tak, recimo v primeru enih skrajnih islamistov, pa mislim, da ni nobene šanse, da bi kakršenkoli nenasilen odpor uspel. Tu bi pa enostavno pobili, ne glede na to, ali gre za 5, ali gre za 10, ali gre za 1000, ali gre za milijon ljudi. Tu jih to nič ne gane. En kulturni človek se bo le ustavil pred nekim strahotnim krvoprelitjem in ga ne bo povzročil. En kulturni komandant
en kulturni politik, nekdo, ki pa je fanatik, kot so recimo kakšni islamisti, pa tudi mogoče Putin, ne. V tem primeru pa skoraj ne morete računati, da bi se on ustavil pred nečim. Je to tisto, če tega ni, torej če ni na strani tega, ki je kriv za krivično stanje, vendarle neke razumnosti pa neke moralne zavesti, ki ima vendarle neke meje v svojem delovanju, če tega ni, potem seveda ta pasivni odpor, kot to imenujemo, ali nenasilna obramba ne more uspeti. Se pravi, to bi bila idealna rešitev, ali pa idealni način reševanja konfliktov, da se izognemo nasilju, ampak, kot sem rekel, to zahteva z strani tistih, ki to uporabljajo, veliko disciplino, veliko visoko stopnjo zavesti, tudi pripravljenosti na žrtve, na osebne žrtve, ki sicer ne bodo šle mogoče nekaj za življenje, ampak bo pa šlo recimo za blagostanje in podobno, ne? Zapor in podobno. In pa seveda na strani tistih, ki so krivi za to in ki jih je treba spremeniti ali odstraniti, pa zahteva tudi neko določeno razumnost in pa moralno zavest, na katero lahko računate, da ne bodo posegli po najbolj skrajnih primerih ali pa posegih, kakor jih pač velikokrat taki delajo. Kot sem rekel, seveda pri Angležih je to uspelo, vprašanje pa je, če bi to uspelo pri kom drugem, pri kakšnem severnokorejskem diktatorju ali pa kakšnem afriškem diktatorju. Tam pa ne morete računati na nobeno zavoro, da bi jo imel.